Hočemo bolj pogoste vloge. Jaz tudi. V glavnem, Q&A. Dobil sem kar nekaj vprašanj, v bistvu veliko vprašanj, preveč vprašanj. Dobil sem jih 590 na Instastory in pa še nekaj na, mislim, da je bil 32. vlog. Hvala vsem, ki ste se udeležili spraševanja. Absolutno ne bom mogel odgovoriti na vse, sem pa nekako izluščil tiste, ki so se mi zdela najbolj smiselna oziroma tiste, ki so se največkrat ponovila, ker najbolj pogosto vprašanje, da še tega izpostavim, je bila moja številka noge 42, včasih 42,5. Prvo vprašanje, kako si začel s fotografijo in koliko si star? Star sem 25, čez en mesec bom star 26. Vem tudi to, da jih vsaj 10, skoraj 10 skrijem. Kako si začel s fotografijo? Mislim, da se je začel s tem, ker moja mama je fotograf in smo imeli skozi doma te fotoaparate in sem se začel igrati z Canonom A1. To je še tisti na film in to. In sem se po osnovni šoli vpisal na srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, smer fotografski tehnik. Po me pa začel bolj zanimati video, sem se pa vpisal na IAM, smer videoprodukcija, kjer sem pa tudi diplomiral. Po diplomi sem odprl SP, ga imel odprtega 2 leti in se potem preselil v Kanado za 1 leto in zdaj sem nazaj tukaj. In včeraj sem spet odprl SP. Drugo vprašanje, zakaj Kanada in kako si dobil delovno vizo? Tujina me je skozi matrala, skozi sem hotel probati delati v tujini in ker je pač v tej smeri videoprodukcije največja industrija Hollywood, me je najbolj gnalo v Ameriko, ker je tam to pač nekako najbolj razvit. In ker je za Ameriko skoraj nemogoče dobiti delovno vizo oziroma je zelo težko, je bila najbližje Kanada, ki pa vsako leto tako random izžrebajo ljudi, ki se prijavijo in jim pač dajo 1-letno delovno vizo. Za vse, ki bi se radi prijavili, jaz sem šel najprej na predavanje od STA agencije, ki ti dobro razložijo, kako je z vso to papirologijo, ker je s tem kar zelo veliko dela. Tour de France cel, no, v glavnem. In potem sem se prijavil prvo leto in nisem bil žreban in potem sem se prijavil še enkrat in spet vso papirologijo sem mogel na novo. In potem sem bil pa žreban. Je pa to odprta viza, lahko delaš kjer češ, lahko bi delal tudi v Starbucksu ali pa v Burger Kingu, če bi imel ful željo, ampak je nisem imel. Tako da sem delal, nisem se hotel niti nikjer zaposliti, ker mi je bila nekako želja, da vztrajam v tem freelancerju, ker imam pač rad tak del, ko ga delam, da imam različne projekte in da nisem odvisen od nobenega. Tretje vprašanje, no saj ne bom teh številk več našteval, ker je zoprno to. Si hodil in kaj točno si po poklicu? Nosim naziv inženirja videoprodukcije. Kakšni so zdaj tvoji plani za prihodnost ali nameravaš ostati v Sloveniji? Ja, kakšen let, 2 ziher, bom pa probal spet v tujino, ker tudi sama moja izkušnja s Kanado je bila zelo pozitivna. Všeč mi je bilo delati tam. Vsi te projekti, vse, kar sem delal, se mi je zdelo na dosti višjem nivoju, kakor v Sloveniji. Ne vem, če primerjam neki event. Se mi zdi, da pač cela Severna Amerika da veliko večji budžeti so. Vse je pač na višjem nivoju, no. In tudi recimo poroke, vse se mi je zdelo tako bolj filmsko. Nobenemu ni škoda za, ne vem, dodatnih 1000 balonov, ki leti tam po zraku, česar nisem doživel v Sloveniji. A si tekom dela v Kanadi uporabljal samo Sony ali si imel za fotkanje še kaj bolj priročnega? Ne, vse sem delal s temle, s Sonyjem, tudi vlogu sem vse s tem, razen kakšen kader sem pa tam poštukal z iPhonom, na primer na urgenci. Drugače je pa kar zelo štorast tole za vloganje, ker ne moš niti ekrana okoli obrniti, težek je ta lens še posebej. Na čem editaš? Na kavi. Če pa vprašanje v čem, je pa odgovor v Adobovih programih. Se pravi, fotke večinoma vse urejam v Adobe Lightroomu, kar je neke bolj kompleksne montaže oziroma retuše, uporabljam Photoshop. Če je pa govorimo o videu, pa delam vse v Premieru,
oziroma spet, če govorimo o kompleksnih, kakšnih tranzičnih in maskiranju in tem, delam pa v After Effectsih. Ko greš še kaj v Kanado ali je konc? Ja, po mojem, da delat ne grem, z veseljem grem pa kdaj še na počitnice. Ker v resnici sploh nisem videl dosti Kanade, videl sem samo Toronto, pa 200 kilometrov okoli, kar sem se po porokah vozil. Ali imaš namen še kdaj delati v tujini? Absolutno. Kje dobiš inspiracijo in najljubši youtuber? Jaz bi rekel najljubši vloger Peter McKinnon. Všeč mi je njegov stil vloganja, všeč mi je, kako se skupaj zapakira in pa njegov color grading. Če pa izpostavim še enega, bi bil pa to Sam Kolder. On pa ni vloger, ampak nekako dela travel videe in to bi mi bila tudi nekako sanjska služba v bistvu. Poglejte njegove videe, všeč so mi njegovi tranzitioni, všeč mi je njegov cel stil pač, kako video naredi. Kateri avto bi imel? Ford Raptor. Zakaj si se odločil za trip po Ameriki? Ja, zato, ker sem si to od nekdaj želel. Mislim, da je bila ura fizike enkrat v osnovni šoli, ker sem v zvezek narisal dolgo ravno cesto, tako puščavnato okolico in pa en majhen kombi. In potem sem doma očija vprašal, kje so take ravne ceste, ki vidim v filmu, in je rekel, Amerika. No in od takrat naprej sem rekel, joj, ko bom pa jaz velik, bom pa tudi enkrat naredil en road trip. In da sem pa to lahko naredil z bratom, sem pa še toliko bolj vesel. Toliko veliko vprašanj sem dobil, koliko je stal ta trip. Nisva tega dala nikoli na papir, ampak rentakar za slab mesec je bil nekih jurja $300. Bencin pride neke $3 na galono, pozabil sem tudi, koliko sva kilometrov naredila, v enem vlogu sem to povedal. Pa hrana je itak toliko približno kot v Sloveniji. Del opreme, brez katerega ne moreš. Če govorimo o snemanju, gimbal, uporabljam Zion Crane 2. Če pa govorimo o fotkanju, bi pa rekel odbojnik. Kako to, da toliko potuješ? To sem po mojem dobil od staršev. To je neka taka stvar, ki sta mi jo dala, za katero sem jima zelo hvaležen, da nikoli nismo imeli nekih novih avtov, ampak smo pa veliko potovali, večinoma po Aziji, in je bila to res neka dobra popotnica. Nekako širši pogled dobiš na svet in to mislim, da je nekaj, kar ti noben ne more vzeti. Zato me tudi toliko matra še naprej potovati in spoznavati svet. Kako ti je uspelo narediti preboj od iskanja dela do tega, da te kličejo, da prideš fotkat? Čas je potreben, pač od tega, da sem v srednji šoli delal za prijatelje, prosil, da me tegajo v poste, vse, kar sem snemal, sem objavljal, delaš pod ceno ali pa celo zastonj. Ko sem pa odprl enkrat SP, sem pa lahko začel delati tudi za pač večje firme in takrat gre pa veliko hitreje pol, ko imaš malo bolj resne naročnike. Prideš na event in joj, a ti pa slikaš tukaj, ja, snemam. In itak obvezen del opreme, vizitke in talaš okoli in pač delaš na personal brandu, kar je vedno dobra investicija. Ali uživaš v svojem delu? Da, absolutno. Všeč mi je, da v bistvu noben nov projekt ni enak prejšnjemu. Všeč mi je, da delam na terenu, da vedno sem v nekem drugem okolju. To je ta prvi del, fotkanje ali snemanje, in pa drugi del, ki je pa postprodukcija. Vse, kar rabim, je pa tale laptop. In to mi je res všeč, da lahko, ne vem, si nabijem muziko pa editam fotke, jem zraven. Všeč mi je tudi, da lahko si določam sam svoj urnik. Se pravi, če je kaj nujenega, si vzamem frej dan, pa pol delam gar do 5 zjutraj, pa spim tako, ko spim. Katere slovenske youtuberje spremljaš? Pogledal sem si marsikjer vlog, ampak da bi pa prav spremljal, da bi pogledal vsak vlog od nekoga, pa na žalost nekako nimam časa. Da bi mogel pa enega izpostaviti, pa recimo, da kaj kuham, pa da si enega prižgem, bi bil pa to Komotar Minuta. Všeč mi je, ker snema s telefonom in mu ni važna pač ta tehnična stran, ampak pretehta njegova vsebina, ker je pač toliko intenziven vlog, da ti ne pusti niti sekunde tišine noter. Kdaj si nazadnje spal več kot 8 ur? Dobro. Po mojem, da
Ja, zadnjič, ko sem imel prst zlomljen, ne, to je bil kakšen mesec nazaj. Kam bi najraje odpotoval? Brazilija oziroma celotna Južna Amerika. A si že razmišljal, da bi naredil svoj merch in bi gor pisal hočeš? Hočem. Sem premišljal to, da sicer ne vem, če bi gor napisal hočeš, ampak imam plan v bližnji prihodnosti kakšno majico narediti, samo moram priti na plan s kakšnim dobrim dizajnom, da hočem, da je res dobra. Najslabša kava, ki si jo pil? Dobro vprašanje. Po moje kakšna Hrvaška ali pa Grki tudi ne znajo narediti dobre. Nikoli ne spucajo one mašine, pa fajno zažgejo, pol na koncu, da te res direkt srd navije. Kar je tudi fajn, ne, po eni strani. Prva kamera je bil Nikon D80. Koliko fotoaparatov si imel? Potem sem šel na Canon 5D Mark II, potem 7D, spet nazaj 5D Mark II, 6D, Sony A7S Mark II, potem sem pa šel na tega Sony A7R Mark III. V katero mesto si želiš iti? Tokio ali pa Hongkong. Koliko časa si živel v Kanadi? 14 mesecev. Koliko materijala posnamaš in koliko res uporabiš? Ko prvič skupaj dam vlog, to je dolg, 40 minut. Pa hočem porezati vse te pavze ven, da bo čim bolj tak intenziven, da pride pol nekih 10-12 minut ven. Tako da 1/3 ali pa 1/4 uporabim. Kako to, da si začel vlogati? Vedno me je zanimala igra in pol sem nekako združil še to znanje s svojim snemanjem in je prišel prvi vlog ven, čist po nesreč. Takrat, ko so se z Gregatom peljala v New York, sem rekel, da če pa probati za hec en vlog, da ga mava zase. Čim prime roko v kamero, rata dosedan. Veste, YouTube. Totalno si dosedan. Ne, jaz, ti rataš dosedan. Ali imaš punco, ali si samski? Mislim, da bi se po 34 vlogih že videl, če bi imel punco. Bi jo bilo najbrž težko skriti. Ne, nimam je. Samski sem. Hvala. Prosim. V glavnem, to so bila najbolj pogosta vprašanja. Lahko pa še na Instagramu pogledam čisto na random ene par vprašanj, da nam ste rekli, da nisem odgovoril. Kakšne so prebivalke Kanade? Če jih opišem z eno besedo, zelo pisane, zelo multikulti. Ali Grega živi v Sloveniji ali v Kanadi? Grega živi v Sloveniji, prišel je en mesec pred mano. Lahko ga dodate na Instagram, pa ga spremljate, pa ga pol najdete, kje v Ljubljani se nahaja. Kje živiš? Ljubljana. Kdaj si začel služiti denar? Da sem prav s fotografijo zaslužil prvi denar, je bil po mojem to 3. letnik srednje šole. Kaj so tipsi za tiste, ki bi radi začeli vlogati? Ja, definitivno to, da si ti, pač res ti, tudi pred kamero, ker vem, da sem do ene par ljudi pred kamero, pa ne teh iz vloga, ampak tako, in začnejo kar s kakšnimi bednimi forami in pač to niso oni in je pol pač vse tako nekako fake. Tako da najboljši nasvet pač, da imaš kamero, kot bi se pogovarjal z enim dobrim prijateljem in si sproščen. A je v Ameriki lažje posneti B-roll kot pri nas doma? Ja, B-roll, za tiste, ki ne veste, kaj je, to je tisto, kar tako naredim. Pa se rata malo slow motion, pa to so nekako pokrivni kadri. Predvsem pa zato, ker je drugače kot v Sloveniji in ti je tuje in ti je bolj zanimiv, če primerjam z nekimi kozolci ali pa ljubljanskimi cestami. Hočemo bolj pogoste vloge, jaz tudi. Z veseljem bi jih kakšnega več naredil, ampak dejansko mi časovno ne znese, zato ker vsak video, ko ga delam za naročnika, mi vzame nekaj dni dela in je tako, kaj je. Ko se vidimo, častim pivo ali 3. Andraž, držim te za besedo, the best. Kateri šport spremljaš? Edini šport, ki ga spremljam, je MotoGP. Dober nasvet glede editinga fotografije. Jaz sem tako začel, da če mi je bila ena fotka hudo obdelana, sem pač toliko dolg kot Lightroom, dokler nisem približno iste dobo. Oziroma tudi kar se tiče kompozicije, pač probaš sfejkati, itak vključiti še malo svoje kreative zraven. Ne, da skozi fejkaš cel življenje, ampak pač na začetku, da prideš do nečesa, do nekega svojega stila. Katero od tvojih vlogov ti je najljubši? Dobro vprašanje. Po moje ta zadnji, oziroma iz Yellowstona, ko smo videli medvede. Me pa zelo zanima, kjer je bil vam najbolj všeč, tako da lahko komentirate tam od spodaj, kjer vlog vam je bil najbolj pri srcu.
Če še niste, prosim, subskrbite. Čim. No. Tole sončno zaslonko dol. Zdaj pa šlo.